Udeležbo želim podati izjavo Slovenske demokratske stranke v zvezi z današnjo odločitvijo Ustavnega sodišča, ki, kot veste, je zadržalo izvajanje zakona o davku na nepremičnine. Moram reči, da pozdravljam to odločitev, za nas je bila nekako pričakovana, saj smo bili prepričani, da imamo dovolj tehtne razloge, ki bodo na koncu rezultirali tudi v takšno odločitev Ustavnega sodišča. Menim, da je bila s tem na nek način izrečena tudi posredno nezaupnica pripravljavcu zakona, torej vladi, kajti mi smo že v času samega sprejemanja opozarjali na številne težave, nejasnosti in nedorečenosti, ki spremljajo ta zakon. Upamo seveda, da bodo tudi končne odločitve Ustavnega sodišča, ko bo presojalo o posameznih določbah ali pa o zakonu kot celoti, sledilo nekako tem začetnim usmeritvam in bo zakon razveljavilo. To seveda bo prineslo resne težave za slovenski proračun. Vlada, kot veste, je računala, da bo z tem davkom pobrala vsaj 200 milijonov evrov novih davčnih prihodkov, pa vendarle takšne številke in tako pomemben zakon, ki tako strukturno posega na neko področje ljudi, bi moral biti bolje pripravljen, bolj dorečen in ne bi smel seveda puščati nobenih dvomov, da je obdavčitev pravilna, realna in v skladu s finančnimi zmožnostmi ljudi. Še na eno stvar bi želela tu opozoriti. Pri tej odločitvi Ustavnega sodišča so sodniki glasovali, bom rekla, s tesno večino in posebej zaskrbljujoče oziroma z našega vidika pričakovano je, da so 4 ustavni sodniki glasovali celo za bolj odločen poseg, torej za zadržanje izvajanja zakona v celoti. Torej, zakon je zadržan za izvajanje v tistem delu, ki se nanaša na izdajo odločb. To pomeni, da ljudje tistega dne, ko je pričakovano, da bodo dobili odločbe, to pa naj bi se zgodilo 15. aprila, če ne bo prišlo do predhodne odločitve Ustavnega sodišča o ostalih vprašanjih, teh odločb ne bodo dobili.